V tokratni oddaji Klepet ob kavi Simon Godina o vplivu hormonov, predvsem o ščitničnih hormonih, pa tudi o estrogenu. Zakaj bi se morala vsaka ženska naučiti čistiti odvečni estrogen iz telesa? Kdo ste v resnici? Danes gost iz tujine. Moram malo spucati, dokler ne pride Simon. Evo jo, je že tukaj. Kar naprej. Ja, pucam, ne? Pa ti boš nekaj o pucanju govorila, pa tak. Ja, jaz bom o pucanju estrogena govorila. A ja, dober, no, lej, pa vsej lepo se boš usedla. Evo, usedte. Evo, kako se lepo spucala. No, sam tam le dam, no, takoj bom, no. Ti se kar used, pa kar nalisi čaj, ali whatever. Evo me. Klepet ob čaju. Klepet ob čaju, vse to pa že veš zdaj, leta in leta. Simon, pucanje estrogena, ne? Ampak zakaj bi ti pucala estrogen, če je to ženski hormon, ki ga mi rabimo, da smo ženske? Veš, da vsi govorijo, da smo preveč možače ratale. Ja, gre za škodljivi estrogen, ki ga imamo mi preveč, ne? Tako da, to je ena stvar, ki jaz opažam, da bi se morala vsaka ženska naučiti. Jaz sem videla pri sebi ta učinek, kako to čisti ciste in vse te stvari, ne? Čakaj, kaj čisti ciste? Ja, to... Kad daš odvečen estrogen? Ko se očistiš estrogena, tega škodljivega, ne? Ker škodljivi estrogen ni samo to hormonski motilci, to je eden vidik, ne? Tako da plastika ven, ne? Iz čim bolj. Saj je težko, jaz sem tako, malo trudim se tudi jaz, ne? Čim bolj, ne? Tako da tukaj se moramo ženske to naučiti in to nas nobene ne nauči. Jaz to vidim eno tako vrzel. Bolj študiram to estrogensko prevlado, to estrogensko dominanco, bolj vidim, kako v bistvu imamo ženske zaradi tega problema. Ni toliko, ne bom zdaj rekla, ne kontracepcije, ne hormonskih nadomestnih terapij, ni res. To ženske v bistvu potrebujemo in zdravniki imajo prav, da v bistvu to predpišejo, ne? Ampak problem nastane, ker naše telo nepravilno presnavlja estrogene. Tako da, če vi vaše telo naučite, odnosno se same, da se naučimo, kako se puca estrogena, potem tudi vse to dodajanje teh hormonskih terapij ima boljši učinek v bistvu. Res naredi to, kar more narediti. V osnovi svoje. In ni teh stranskih učinkov toliko, ker se ženske bojijo, da bodo dobile raka in tako naprej, ker te raki, dojke, razne ostale problematike, ženske zaradi estrogenske dominance pridejo zato, ker se nazaj reabsorbira določen estrogen, ki bi mogel iti ven iz telesa. Praviš, da estrogenska dominanca, torej to, kar ne spucamo, pa bi mogli spucati, povzroča močne krvavitve, PMS, migrene, celulit, napihnjenost, tudi na bokih, stegnih, na zadnjici, miome, ciste, celo raka, lupus in endometriozo, zaradi katere ženske trgajo rjuhe, dobesedno take močne bolečine imajo. In to je vse zaradi preveč estrogena? Ja, tako da naša telesa v bistvu so neuravnotežena. To neravnovesje hormonov je problem, ker ta estrogen se v bistvu v prvi fazi, v folikularni fazi najbolj proizvaja. Takrat je dominanten estrogen. V drugi lutealni fazi, po ovulaciji, to je faza do ovulacije, ko jajčica v bistvu raste, zato folikularno oblikuje se folikel, potem ta folikel poči in nastopi lutealna faza. In v lutealni fazi je pa poglaviten progesteron in to se moramo ženske naučiti. In jaz v bistvu tudi z vidika življenjskega sloga učim, kdaj se kaj počne, in z vidika tega čiščenja estrogenov. Ker mi se v bistvu te estrogenske dominance in teh problemov močne menstruacije zavedamo šele, ko je menstruacija. Ampak mi moramo že prej v bistvu ukrepati in se uravnotežiti. In tudi v menopauzi pride preveč tega negativnega estrogena, premalo je pozitivnega, čeprav tudi pri mlajših opažam, da je premalo tega koristnega estrogena, ki bi ga mi rabili, zato ker so receptorji zasedeni. Stolčki so zasedeni in pa on išče in se nima kam usesti.
po domač povedano. To kao na igrca, viš, ki se hoče vsesti. 4 stoli so, 5 jih pa okrog skače. Pa en sfalik. Ja, in ta estrogen, ta koristen zmer ne pride na stolček. In progesterona je posledično tudi premalo. Ja, progesteron ima pa spet drugo. Zadnjič sva govorila o adrenalki, tukaj je pa stres problem, ker stres tudi upočasni progesteron. Ženskega imamo že itak premalo, ker imamo tudi bolj slabe, bi rekli, ovulacije, nekvalitetne, zato je tudi veliko neplodnosti danes. In v tej fazi je pa treba zelo opaziti, da nismo toliko v stresu, ker če ne, kortizol nadomesti progesteron in že tako ga imamo premalo. Tako da mogoče, če je lahko to dodajanje progesterona, je lahko koristno, samo to je tako spet samo trenutno, ni to dolgoročno, treba je zregulirati. In zregulira se na različne načine. VIP dogodek bo zaradi tega, za hormone in ščitnico. Katerega marca že v enem hotelu? 16. marca. Odlično. Evo, tam bolj konkretno, boš pa že danes pri pultu nam pokazala, kaj je ta prava zadeva. Ja, mi se bomo prav te faze učili, pa tudi za tiste, ki so menopauza, ki že nimajo več, menstruacije, ker tako je, ne bi bila v bistvu ovulacija, ne bi bila na polno luno. Če jo nimamo, ker mi smo z luno povezane, 28-dni ciklus, tudi luna. Čeprav ne vse. Čeprav eni pa pravijo, da bi mogli biti na prazno luno. Zdaj pa odvisno je, jaz imam recimo na polno luno, jaz dobim mojo. Ja, jaz sem pač malo drugač. Sej ni, ampak tako nekako ne bi, če se bi gledale. Ali pa, ko imamo, si malo zabeležimo, pa vidimo, kje smo, da pol vidimo, kaj je naš tempo. Odlično. Potem pa, če stopiva tamle lepemu, najlepšemu šopku čudovitih vrst zelenjave. Ja, zdaj tako osnove, to so zdaj res osnove čiščenja estrogena, ker estrogenska dominanca je tudi problematična za ščitnico, krade hormon. Jaz tudi pol naučim, kako si potestiramo to estrogensko dominanco, tako da je več načinov, tako da pa ne bova zdaj to govorile. To se moraš pravilno pa tudi pogledati in vse. Tako da predvsem problem je tega estrogena. Mi moramo tudi ščistiti receptorje, zdaj danes v tem ne bova toliko, ker to so pač rituali, ampak kako ga v bistvu mi spravimo ven iz telesa. Ja, ven, kako ga izločimo. Tukaj so pomembne vlaknine, ampak ne vlaknine iz polnozrnatih žit, ampak vlaknine iz zelenjave. Tudi jetra so tukaj pomembna. Pri estrogenu je zelo pomembna so jetra, mora biti zdrava jetra, da pravilno presnavljajo to. In za zdrava jetra rabimo te grenke razne solate, radiči, tako da čim bolj pisane solate. Jaz moram reči, da sem se tako tudi sama v bistvu navadila eno skledo solate vsaj na dan, včasih tudi 2, če hočeš res orang pucati. Ja, pucati. Se pravi, to so sesalci. Ja, sesalci za estrogen bi rekli, da jih potegne ven. Če ne se reabsorbirajo, sploh če smo zaprte, recimo v počasnjeni ščitnici smo zaprte in se to spet nazaj zastruplja telo in tako ustvarja prevlado. Plus, da če nimamo zdravih bakterij, tudi ustvarjajo te določene ksenoestrogene. Tako da bakterije tudi to. To smo že govorile v enih vdajah, od tega, kako bakterije narekujejo naš hormonski sistem. In potem te križnice. Te sestavine v križnice, brokoli, cvetače, zelja, brstični ohrovt, to so vse zadeve, ki so za čistiti. Tako da si lahko skuhate recimo cvetačko, ta čas, ki si delate solatko, ki jo režete, se to lepo malo zavre v vodi in jo vržemo lahko na te radiče, ki so malo trdi, namesto krompirja damo v bistvu takole kuhano. Jaz imam vedno juhco na zalogi doma, ali brokoli notri, ali tole in potem si dam na solatko, ali pa tudi kakšne druge jedi, malo zmiksam, pa se lahko pripravlja. To je sploh moj sistem. Kaj juho daš na solato? Jaz
Toplo, ja, gor, zato da je toplo. Sploh po zimi recimo nam ne paše mrzla solata, tudi po Ayurvedi nekako ni fajn, po zimi rabimo malo bolj toplo. Pa tako škriple pod zubmi, pa kaj bom po zimi, mrzlo solato, ne paše. Tako da si jaz tako toplo juho, ne vročo, da ne uvene, si gor polijem, si pomešam solato s tistim kisom in to je blagodejno za črevesje, za hormone in to je taka res čistilna kombinacija za spucati estrogen. Kaj pa ti gomolji, pa to vidim, to je pastinak. To je pastinak. A, to je pastinak? Ja. Tudi, to so zdrave vlaknine za naše črevesje. In tega se preveč bojimo, ker če zredila se bom, so rekli, da ne smem jesti škrobe, in pa prvo te škrobe vam damo. Namesto, da bi dali moke in vse te stvari. Tudi zdrave moke, pač vse, kar je rafinirano. Tako da tudi recimo smutiji so lahko prekoncentrirani za določena telesa. Ja, sploh pa, ko ljudje dajo potem jabolk, pa ne vem, kaj še ne samo zaradi sadja, ampak tudi preveč koncentrirana je mogoče tudi sveža zelenjava, tako da kakšen sveži brokoli, preveč sveže špinače, to spet je lahko preveč obremenjujoče za telo in tam bi pa zaščitnico mogoče lahko bilo, da nas zebe. Pa blokira limfo, recimo, če je hladen smuti po zimi. A veš, kaj jaz naredim? In to včasih za zajtrk. Skuham si brokoli in to tukaj, da zavre, dam stran, počakam 5 minut, dam v blender, dodam zraven pol avokada recimo, pa kakšne oreščke, predhodno namočene seveda, pa vodo ali pa rastlinsko mleko, pa zblendam. Zelo dobra kombinacija. Tudi za tiste, recimo, ki imajo probleme s ščitnico, je treba pač pravilno pripraviti. Pa zraven dam kakšne alge nasujem dejansko čez. Ja, to je kar zelo dobra kombinacija. Mora biti maščobe, proteini, vlaknine, to je pomembno. Pa malo ogljikovih hidratov, toliko, da nas gor drži. Sej telo jih itak naenkrat ne rabi veliko. Torej, v marcu tale zelo pomemben dan za hormone in ščitnico. In se bomo tudi naučili, kako si v bistvu to nabaviti, kakšna je tudi kvaliteta zelenjave, kako si to zorganizirati. Jaz sem se to že zverzirala, meni je to že življenjski slog, in ni to nič naporno. Enim ženskam se zdi, groza, takole prideš takole košaro, kva bom pa zdaj naredila, zdaj imam pa še s tem del. Ampak tudi pa ostali člani več pojejo. Jaz to naučim, kako v bistvu ne, da zase posebej kuhate, kaj ne mislijo, zdaj moram pa zase še posebej, pa da prezizeli. Ne bom, kaj bom imela čas. Ampak jaz naučim, kaj jaz imam tudi doma, tiste, ki jejo in jim vse to, vse pojejo. Tako da naučim, kako mi tudi te neostanke pokombiniramo, kako si malo tudi za naprej lahko pripravimo, da se hitro kuha, da se hitro naredi to praktično, ker jaz tudi nimam časa, pač to se skozi hrano ukvarjati. To se mi zdi, da je pomembno. Zaradi tega, ker ljudje ponavadi... Ker pol ženske voljo dobijo, no? Ja, ker si misliš, ne moram zdaj pol dneva preživeti v kuhinji, pa včasih se ti tukaj nesmiselno zdi, pa se pa usediš, pa itak v 10 minutah poješ, pa 1 uro si tacal v kuhinji. Ja, pa tudi kako si malo za sabo pripravimo, take to-go variante, kako dodajamo. Jaz predvsem učim ne to zdaj, da smo na dieti, pa da skozi strpimo, ampak kaj dodati v hrano. Jaz vidim, da je premalo barv, to so to hrani naše bakterije. Mi moramo bakterije nahraniti, ne da sam dodajamo probiotike. Aha, to, da je zanimiva, da so barve take. Ja, da je raznovrstna, da mi tudi, kako bomo mi z 5 različnimi živili, ki jih jemo 10 let, vzgojili neke bakterije v črevesju, mislim. Še sebe ne moramo vzgojiti. Ja, bravo. Bravo. Tako da ta raznovrstnost, jaz tukaj vidim, da je premalo, bojimo se enih zelenjav, bojimo se nekih novih. Tako da jaz bom tudi na delavnico prinesla kakšne take malo bolj odštekane zadeve. Predvsem je pa moja hrana bolj ta okoljska, lokalna, sezonska. To, kar je. Jaz grem pač tam, pač kupujem od kmetov iz agrarije, ki zberejo zadruga, od kmetov okoljskih na Primorskem in to, kar je. In iz tistega potem nekaj naredim. Pa se pol naučimo, kako tenstati, kako malo pokuhati, kako sveže, na kakšne načine si to pripravi, tudi kaj zamrzniti, ker jaz tole, kako hodim, imam pol cel kup zelenjave. Jaz imam potem to 1 uro, da vse to uredim
pospravim, zrežem, pripravim za konzumacijo. Tudi kaj poblanširam, da se kaj spravi, tako da vse se to da. Bravo, bravo. In to je vse enostavno, ni treba zdaj ne vem koliko časa za to porabiti. In tukaj vidim, da ženske preveč komplicirajo, mislijo, da zdaj pa moraš ne vem kaj. Tako da moji recepti sploh, pri meni ni poudarek na receptu zdaj, kaj bo zdaj to neki Masterchef, ne vem kakšen izdelek na krožniku, ampak predvsem, da je raznovrstnost. Imate vsak dan lahko drugačno solato, pa z dodatki, pa pisano, pa tako in drugačno, sezonsko. Vse nam včasih je tudi, pa gremo pa kakšne napolitankice, tako enkrat na mesec, na 3 ali karkoli, pa pico, pa tako. Jaz sicer si prvošam brezglutensko, ampak to ni vsak dan pa skozi. Ampak na vsake toliko se mi res prikazuje, evo, pa grem. In tudi pol pravilno zraven kaj. Saj vi lahko pojeste pomfri, pa pol skleda solate. To je super kombinacija. Se pravi, da tudi ali pa tortica, pa smo pa prej skledo solate, recimo. Pa je to čisto drugače za organizem, kakor sam tortica. In je brez veze imeti slabo vest. Tu, če je glutenska, sej ni važno. Pač jaz se ne upam, ker imam zdravstvene probleme, ampak tudi ni potrebno zdaj čisto izločati. Je pa koristno, saj za začetek, da se zreguliramo. Ja. Se pravi, tudi marsikaj lahko, ampak če imamo bazo. Ja, saj pol, ker smo mi, imamo zaceljeno črevesje, ker smo mi uravnotežene, same čutimo. In če smo mi v stresu, dirkamo, pa pol še slaba hrana, kaj pa lahko pričakujemo od svojega zdravja? Ja, ampak veš, o čem je finta? Takrat, ko si v stresu, glih takrat velikrat kar tak neki na poti, pa kar neki na bencinski, pa tak naprej, ne? In je začaran krog v bistvu. Sej lahko imajo zdaj že te pakirane solate, ki so pregrešno drage, če si izračunate, če si jo sami narežete, ali če si kupite narezano. In polivko date samo v kozarček, cak. Jaz imam kar, lahko imate v pisarni, lahko imate v tisti kuhanci, že kar narejene, ali pa kis pa ole, sej ne morate dosti zgrešiti, pa se naredi. Tako da to je, lahko se že vnaprej tudi si napakirate, pa narežete. Tako da je zelo enostavno. Jaz te stvari pa, mi bomo to v živo delali, v živo pripravljali, ker jaz vidim, če jaz govorim, sej fajn, Simon govori, pa tako bo žaro, pa kdaj imam jaz čez to kupati, ampak, ker bomo v živo mi to videli, pa v živo delali, pa rezali, pa si pripravljali, pa tudi doma to drugače, ker se ne bomo bale, ker bomo videli, da je to enostavno. Sej je simpel v bistvu. Je pa ni, ne? Ja. Sam, tako kot telovadba, veš, da moraš, ne? Ja. Ampak daj začeti, zmeraj je težko začeti. Ja, v ponedeljek ali pa jutri ali pa po novem letu. Ne, pri meni bo pa tako, mi bomo imeli v soboto to delavnico. In v ponedeljek, mi se bomo v soboto vse naučile, to, da že v nedeljo bomo imeli malo doma časa, da bomo malo imeli več časa, da bomo potrenirali. V ponedeljek smo mi že natrenirane in je to že v našem življenjskem slogu. Ne pol naslednjem, pa ponedeljek, pa ne vem, kjer ponedeljek. Ja. Je že takoj. Odlično, no, to se mi zdi, da je pomembno. Deva še mi dva mečka in čajček spit. Se mi zdi, da je tole res fajn zadeva, da ljudi prepričuješ in da jim prikazuješ, kako pomembno je, da malo več zelenjave pojemo kot take. In tudi ogromno nasvetov si podala, tukaj lahko vidimo, posnemovalci estrogene iz okolja, kar nekaj jih je, tako da dejansko tekmujemo na nek način z njimi in želimo nazaj svoje telo. Zato se moramo v bistvu še bolj čistiti. Sej tudi alge, nočno popravilo. Popravilo, ki imaš ti. To je tudi popravilo, tudi regenerira. In mi, zaradi tega, ker je okolje tako, ker je toliko teh kemije, pesticidov, tudi tega elektrosmoga. Ker, veš, kaj rečejo? Moramo bolj pucati, no? Bolj moramo pucati. Tuk pucati, da se ne znucamo. Ampak, veš, veliko te rečejo, ma kaj zdaj to filozofirajo? Pesmo, moji starši ali pa stari starši niso nič o tem vedeli, zdaj pa ta rada, ker da cele hormone poznamo, pa ne vem, kaj še vse. Kaj klinaca, ne? Okolje je bilo takrat drugačno. Po drugi svetovni vojni je prišlo v uporabo čez 100 000 različnih kemikalij, od katerih je samo 5% raziskanih, a so škodljive ali ne. Ostalo pa sploh ne vemo. 95% kemikalij je okrog nas, ki sploh ne vemo, a so ali niso škodljive. Tudi to, ta bisfenolna kislina, BPA, ki piše, plastika brez BPA, je neka druga spet vrsta plastike,
ki ne vemo, a je še škodljiva ali ne. Najlepša hvala. Simon Godina je bila danes v naši družbi. Ne vemo, kot je rekla, a vendarle vemo, da je v porastu marsikaj, kar je vezano ravno na to estrogensko dominanco. Ogromno je torej žensk, ki se soočajo z izzivi, kot so ciste, miomi, različna rakava obolenja, tako da to pa vemo. In zdaj na temu vid dogodku boste lahko tudi izvedeli še bolj konkretno in praktično, kako torej pomest in posesati odvečni estrogen v telesu. And she was so excited afterwards because she had no idea about star families either. She said, I had my eyes closed and all of a sudden there was this very tall, slim man and he was kind of a vague bluish color.